Jaz vam pa kljub vsemu izvedla kar tremo, se zahvaljujem obema predgovornikoma. Bom pa vendarle malce povezala v resnici. Freud je imel doma veliko arheološko zbirko in sicer jaz bom pa tudi skušala iz preteklosti nekaj povedati, čeprav nisem na ta način nikoli študirala preteklosti, nekaj sem razmišljala, mi je pa vendarle jasno, da se je 2,5 milijona bi lahko rekli, sledimo lahko človekovanje, tisto, ko rečemo, da je prijel človek za orodje in se je ločil. Čeprav ni to bistveno za človeka je bistveno, da loči dobro od slabega, ne? Odločitev lahko vzame, ampak pustimo to. Zame, ko razmišljam nazaj, je pravzaprav popolnoma jasno ta svet strukturiran v preteklosti, skozi arheologijo gledano. Če pogledamo dejansko, kako se je razvil človek, homo sapiens sapiens, pred 40 000 leti, pa prostite, da malo kompliciram, ampak bom razložila. In sicer tako, da je spodrinil oziroma se je pomešal z neandertalcem. Bistveno, kar je med obema skupinama, je to, da neandertalec je zlita družina, zlita družba, da sodelujejo v majhnih skupinah pri vseh podvigih. Homo sapiens sapiens, to je ta novi došlek iz Afrike, pa dejansko pravzaprav se uvede novost in to je vidno pri arheoloških najdbah, da živijo v taki večji skupnosti, matere skrbijo za otroke, oče postane plenilec in s tem ima otrok daljši čas razvoja in otroštva, daljši čas učenja in s tem se dejansko po evolucijski poti razvijajo tudi večji možgani in ta sposobnost človeka, da dejansko gre po razvojni poti naprej. Jaz, ko takole na hitro rešetam to preteklost, recimo v neolitiku je popolnoma jasna ta ločitev. Notranjost, ki je vedno pri vsakem naseljenem prostoru pravzaprav ograjena in je rezervirana za rojstvo, življenje in za mater. In to je simbolno gledano, ampak sicer tudi rekla življenjski prostor. In zunanji prostor, ki je rezerviran za moški princip, za smrt. Kakor hitro vi seveda vzamete ograjo, tukaj seveda popoln kaos, ne? In dobimo kulturo smrti, v kateri govori Gassé v 20. stoletju. Ampak gremo tukaj naprej. Potem gremo v antiko. Mene so celo življenje pravzaprav šolali in so me učili. Seveda, to je bila kultura, kjer so živeli moški prijatelj, moški z mlajšim in tako naprej. Vemo, o čem govorimo v antiki. Pa vendarle, ne? Družina je bila temeljna skupnost. Cesar August je prav zaradi tega restauriral kompletno družino, tudi ta pogled na njo, restauriral, kaj to pomeni, da je poudaril temeljno vrednoto, da je poudaril vrednoto skupnosti moškega in ženske, da je poudaril pravzaprav pomen, ki jo ima družina kot struktura za celotno družbo, na kateri seveda tudi temelji. Ne rečem, se vsi poznamo te strašne zgodbe iz zgodovine, recimo se vemo, da se je Kaligula, pa ne bomo teh podrobnosti govorili, ampak vendar, tista temeljna vrednota je pravzaprav vedno bila ta družina in ko gremo naprej skozi celotno družbo, jaz bi zdaj tukaj rekla, pravzaprav se bom ustavila v sodobnosti in bom vendarle izhajala iz nečesa drugega, ker nisem samo arheolog, sem tudi človek, ki se ukvarja z dediščino in tam je zelo jasno povedano. Ljudje, ki ne poznajo preteklosti in je tudi ne spoštujejo, dejansko pravzaprav ne cenijo in ne morejo dojeti pomena prihodnosti. In dejansko pravzaprav vidimo, da s tem, ko zametujemo neko tradicijo, tako ali drugačno, neke vrednote, ki vendarle so temeljne človeške vrednote, ki so vgrajene, jaz strogo verjamem, da se pravzaprav tudi struktura možganov strukturira, da oblikuje pravzaprav z načinom življenja, da dejansko ti ljudje niso sposobni videti prihodnosti in dejansko smo v trenutku, ko se
trguje z otrocmi, kajti nas ne zanima, kaj bo jutri. To je naš pogled na okolje, na gospodarstvo, na kultura, na sočloveka. Nimamo nobene empatije, dejansko to, kar je gospod Vodeb naštel. In dejansko pravzaprav vidimo, da je otrok, ne samo otrok, tudi človek postavljen na kot užitek, ponujen kot užitek, pa oprostite, da tako govorim. Da samo še 2 stavka dodala, ker sem pa vendarle tudi mama. In tudi najbrž veste, da je moj mož psiholog, in bistveno, kar je pravzaprav po Milivojeviću, psihiatru iz Sarajeva, ki je napisal čudovito knjigo Kad so majka i dijete bili sami, 9 mesecev, teh 9 mesecev se podaljša za dobro, koliko? Prvo leto približno, boste popravili, ko sta mati in otrok zlita v simbiozi. Otrok, ki te simbioze ni doživel, kajti če je mati osebnostno poškodovana, potem seveda tega ne more otroku dati in ga je pravzaprav spodrezala za vekova v življenju. Tukaj ven izhajajo zmedene, uboge osebnosti z velikanskimi problemi, ki jih je težko popraviti kadarkoli več v življenju. In naprej, tudi če imamo potem 2 mami, potem je bomo to doživeli. Kaj pa, ko nimamo očeta? Pridemo v puberteto in pridemo do tistih meja, ki jih je gospod Vodeb tukaj zelo dobro razložil. Jaz sem šla zelo hitro, najbrž sem marsikaj izpustila, ampak najbrž sem povedala dovolj, da vidimo, kaj se nam dogaja v sodobnosti. Razbijamo tiste kroge, ki jih imenujemo prostor smrti in prostor življenja in postajamo kultura smrti.